Je Izrael že mrtev? Že vse dni smo zaskrbljeni, vsi tisti, ki se ne moremo sprijazniti z dejstvom, da je zdaj v svetovni politiki lahko določena, dovolj močna, teroristična organizacija, enakovredna katerikoli državni vladi ali oblasti. Hamas se zdaj pogaja z Izraelom. Takšne vrste terorizem na široko odpira vrata neki, na Zahodu že dolgo prisotni, drugi teroristični organizaciji, Sorosovi odprti družbi, ki briše narode, spravlja na kolena manjše države, narekuje izbris vsakršnih tradicij, še najbolj pa kulturne in politične. Kako zelo sta si Hamas in Sorosova odprta družba podobna, kaže tudi njuno medsebojno sodelovanje. Tudi pri nas, v Sloveniji, je to zelo dobro vidno. Ni levičarskega političnega dogodka ali zborovanja za odprto družbo, na primer pred leti za umik bodeče žice z naše južne meje, ki se ga ne bi udeležili vsi tisti priseljeni člani Hamasa in njihove družine, ki so našli v Sloveniji varna bivališča, še bolj pa skrivališča. Pod vlado gospoda Roberta Goloba pa tako ali drugače v Sloveniji narekuje svojo lastno zunanjo politiko prav Hamas. Delno to počnejo hamasovski priseljenci, delno pa kar tisti v Gazi oziroma v Palestini, še bolj pa tisti člani tega terorističnega zla, ki so že v vseh najpomembnejših mednarodnih političnih telesih na visokih položajih. Še zelo natančno se spominjam besed predsednika vlade v Izraelu, gospoda Netanjahuja, ko je rekel, ker se ob terorističnem napadu Hamasa pred 2 letoma odpovedale varnostne službe, da Izraela ni napadel Hamas, temveč Soros. Pri tem je poudaril, da Sorosova odprta družba obvladuje izraelske univerze. Sorosova odprta družba je zame osebno prava teroristična organizacija, ki navidezno na mehak način uničuje zahodne narode in države. Naj poudarim, da Soros in Hamas na vsem Zahodu še najbolj uničujeta Slovenijo, narodnostno zelo ranljivo, politično pa neprekinjeno, zlasti na levici, ki je na oblasti skoraj ves čas po osamosvojitvi leta 1991, nadaljuje s Titovo neuvrščeno zunanjo politiko, ker drugačne slovenski politiki za zunanje zadeve niti strokovno, niti ideološko ne obvladajo. Tako pa je zato, ker se o pravi zunanji politiki ničesar bistvenega ne naučijo na slovenskih, še vedno komunističnih, političnih fakultetah, pa tudi na drugih, na primer na družboslovnih in humanističnih. Takšne leve teroristične poglede na zunanjo politiko pa so sprejele tudi že nekatere stranke na slovenski desnici. Zato, ker so muslimanski volivci v Sloveniji že preveč številni, da se slovenski zunanji politiki ne bi bilo potrebno prilagajati njihovim zahtevam. Na desnici je največja prijateljica muslimanskih priseljencev slovenska cerkev. Premočno pod vplivom zahtev že kar nemoralno sorosovskega in terorizmu naklonjenega Vatikana, verjetno zaradi denarja in pa varnosti svojih cerkva oziroma vernikov v njih. Skratka, v Sloveniji so glavni zunanji politični akterji muslimanski priseljenci z Balkana in Bližnjega vzhoda. Pravkar sem slišala, da tudi vsa slovenska politika,
na levici in na desnici družno podpira veliko zmago Hamasa nad Izraelom. Ali ti nesrečneži sploh vedo, kaj in koga podpirajo? Vedo, da so pravkar svetovni politiki Izrael obsodili na gotovo smrt. To pa je prvovrstna zmaga antisemitizma. Očitno med slovenskimi strankami, kar zadeva priznavanje terorističnega Hamasa, ni nikakršne bistvene razlike. Ko gre za Hamas in Izrael, sta gospoda dr. Robert Golob in Janez Janša povsem enakega mnenja. Gospod dr. Vladimir Prebelič, najverjetneje bodoči predsednik slovenske vlade, pa za zdaj še molči. Ampak dvomim, da se njegovo mnenje o tej temi kakorkoli razlikuje od obeh omenjenih politikov. Vsi trije so hudo realni politiki. Natančno vedo, da je Slovenija že muslimanska in sorovsko, hamasovsko zasužnjena, podobno kot vse druge države Evropske skupnosti. Kot nalaž pa smo volivci to izvedeli prav v trenutku, ko se tudi Slovenija pripravlja na državne volitve. Ali so si morda vse naše stranke že preveč podobne? Ali v Evropski skupnosti že absolutno vlada sorovsko-muslimanski totalitarizem? Naprimer, Evropska skupnost je pravkar tako močno podprla veganstvo, da bo v Evropski skupnosti zaradi tega zbolelo in umrlo ogromno dojenčkov in majhnih otrok. Ponekod že vlada prava pandemija pomanjkljivega, brez mesa, hranjenja najmlajših. Predvsem pa bi morali gospo Ursulo von der Leyen takoj odstaviti z njenega položaja. Ali ni normalna, ali pa jo izsiljujejo sorovske in hamasovske mafije. Frančiška Butola.